V Parizu na avtosalonu smo premierno spoznali DS7 in C5 Aircross. 5008 in 3008 že zelo dobro poznamo, zdaj pa spoznajmo še nemško variacijo tega modela. Grandland je Oplovo geslo za odpiranje src in denarnic kupcev, ki se ozirajo po vedno večji ponudbi srednje velikih športnih terencev. Tekma med znamkami je tudi v tem razredu v polnem razmahu, zato Grandland iz oči v oči gleda sveži in zelo atraktivni ponudbi. Trend rasti zanimanja za take avtomobile je celo tako velik, da je seznam avtomobilskih znamk, ki v celoti ali delno ukinjajo svoje enoprostorske modele, vedno daljši. Kljub temu, da je več kot jasno, da športni terenci nikakor ne ponujajo enake družinske večopravilne sposobnosti. A prav v tem pogledu ima Grandland nekaj konkurenčne prednosti. Še bolj kot zgledna prostornost prtljažnega in kabinskega dela, ki na zadnji klopi tudi odraslim ponuja dovolj prostora, pa nas je navdušila visoka raven zvočne izolacije in nizka raven motornih vibracij. Sodoben dizelski agregat le pri hladnem zagonu pokaže nekaj tipične dizelske robatosti, kasneje pa je izredno uglajen, tih in zelo miren. Prav tako hvalimo dobro vetrno akustično izolacijo kabine, ki s tem ponuja za to vrsto avtomobilov zelo dobro raven potovalnega udobja. Prijetno presenečenje je tudi kar 8-stopenjski samodejni menjalnik. Ima dobro premišljena prestavna razmerja za prepričljive pospeške in zmerno porabo. Opel s tem dizlom vsekakor ponuja dobro vozniško in ekonomsko rešitev za uporabnike, ki, na primer, na leto prevozijo več kot 25 000 kilometrov.